Sicer pa prihodnji četrtek ob 18. bo v dvorani Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru koncert za misijo v Peruju z naslovom Pomagaj. Več o tem pa gotovo vedo Mojca Kelbič-Džajić, mentorica misijonskega krožka, ter Maja Moškotelc in Monika Špital, dijakinji Škofijske gimnazije. Dobro jutro želim vsem trim damam. Dobro jutro. Dijaki Škofijske gimnazije v okviru misijonskega krožka, ki poteka na vaši šoli, odkrivate življenje v manj razvitem svetu. Kakšen je vajin pogled na drug konec sveta, morda manj razvit konec sveta? Lahko začutite, se lahko poistovetite z njim? Ja, do zdaj se še ne moramo nekako čisto poistovetiti, čeprav se od njih zelo velikokrat zanimamo, imamo tudi kakšne video konference, kjer spoznavamo malo njihov način življenja. Upamo pa, da nam bo uspelo iti tudi nam v Peru, da vidimo tam malo bolj to življenje. Kakšno pa je življenje tam? Ja, kako živijo v Peruju? Mi imamo tu hiše, tam imajo verjetno... Predstavljamo, mislim, da bi dobesedno, pač mi si to predstavljamo, kako tam živijo, je to težko. Lahko pa prek slik, pa to, ampak je drugačno, pa težje življenje. In tudi... Česa oni nimajo, kar imamo mi? Ne vem, čist trdne strehe nad glavo, recimo. Potem neke hrane vsakodnevne in nekih, da bi imeli neke sprotne te dobrine, ne vem, nekega luksusa, čokoladic pa tega, recimo. Verjetno vsak dan tudi ne grejo po novo obliko, ali pa po mačko. Mislite, da so zaradi tega manj srečni? Ne, jaz mislim, da so mogoče še bolj, ker znajo bolj ceniti pa to družino, prijateljstvo med seboj. Sicer jim to tudi veliko pomaga, če mi pomagamo. Sam mislim, da je to še, pač jim bolj cenijo prijateljstvo pa družino. Gospa mentorica, profesorica, je to cilj tega misijonskega krožka, da mladi začnejo razmišljati, kaj imajo oni in česa drugi nimajo in kako bi se lahko morda zbližali, razdelili? Ja, torej namen misijonskega krožka je gotovo v tem, da delujejo v neki, bi rekla, prostovoljni, dobrodelni organizaciji. To pomeni, da malo v teh pubertetniških časih, najstniških časih, ko so uporniki, ko se vsemu upirajo, začutijo tudi, da lahko komu pomagajo. In to se mi zdi, da je eden izmed pomembnih sporočil tudi naše obšolske aktivnosti. Kot gimnazija si prizadevamo tudi za bogate obšolske aktivnosti in misijonski krožek deluje zdaj že 4. leto. Prvo leto smo uspeli... Pomagali ste že misijonu v Angoli, pa Paragvaju. Je kakšen odziv, feedback, kot temu rečemo? Je tam zdaj postanje, ne vem, procent boljše? Ja, naša praksa je taka, da ko smo prvo leto delali misijonski koncert za Angolo, so tja šle naše bivše dijakinje in ko so se vrnile, so pripravile diaprojekcijo in so predstavile, kam je ta naš zbran denar bil vložen. Naslednje leto smo zbirali sredstva za Paragvaj in takrat je bila moja somentorica sestra Urša, šolska sestra, in je šla v Paragvaj in seveda, ko je prišla nazaj, zopet predstavila, kam je ta denar šel. Potem pa je bila ideja, sestra Urša je šla v Celovec, z mano je mentorstvo prevzel naš duhovni asistent Jani Družovec in njegova ideja je bila, da bi zbirali denar 2 leti, 3 leta in bi potem naši dijaki lahko šli tja pomagati. In tako zdaj upam, da bodo te dijakinje, ki so zdaj 3. letnik, 2. leto 2014, s vsemi temi sredstvi šle v Peru k sestri Andreji Godnič, s katero smo zdaj na vezi že 2. leto, in bi tam pomagale v misijonu konkretno. Sicer pa denar, sredstva, verjetno gre za denar, ne? Gre za denar, ja. Zbirate na prav poseben način, s kokoškami. Je to simbol Slovenije, ne? Tudi to je res, ampak čisto slučajno so se stvari tako uskladile, da smo dobili informacijo, lani poleti so bili na obisku iz našega zavoda Antona Martina Slomška pri sestri Andreji. In je prišla do nas informacija, da so tam otroci lačni, da tam otroci nimajo zajtrka, nimajo malice organizirane, hodijo po šolo. In da je ravnatelj povedal, da bi rad nakupil
kokoške, ampak da so zelo drage. Menda, da ena kokoška stane 8 evrov. In potem so naše punce, ki so zelo kreativne, Monika je naredila prvo tako kuro in smo jih začeli izdelovati. In to je tako neznansko veselje, da dijaki te kokoške izdelujejo, pomagajo profesorji. In zdelo se nam je 8 evrov dosti za eno kuro in smo rekli, bomo zbirali prostovoljne prispevke. In ta kokoška, ki jo držimo v rokah, ne, to je potem takem 8 evrov. Ne, to je prostovoljni prispevek. Aha, prostovoljni v bistvu nekdo daš lahko da, ne tudi vem, 100, ne? 5 centov. Ja, tudi 100. Lahko pa da, so tudi večje vsote, pač odvisno od tega, koliko ga nagovorimo. Torej, naslednji teden, v četrtek ob 18. v dvorani Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru. Kdo se bo predstavil, samo na hitro? Dijaki. Dijaki. Ja. Naše šole so šolci s pesmi, pa tudi profesori bodo sodelovali, pa sami bomo malo se predstavili. Pa licitacija. Pa seveda licitacija, pa prebral sem o nekem gostu presenečenja. Kaj, ga imate že, ga še nimate, lahko pozovete morda, če bi rad bil kdo gost presenečenja, da se naj javi. Za gosta presenečenja je zdaj prepozno, ker je pač program že narejen. Imamo pa... Ampak če bi Modrijani prišli, pa bi rekli... To pa bi bilo presenečenje. Ampak meni imajo zelo zasedene termine, tako da Ja. ne bo šlo. Mogoče pa drugo leto, ko je 5. Tako. Torej vsi v četrtek v dvorano Antona Martina Slomška, koncert Pomagaj in upam, da boste čim več zbrali s temi kurami. Ja, hvala. Hvala za obisk v studiu.